Jaz sem Janin, tole je oddaja Popotnik, imamo pa sila imenitno gostjo, ki jo mogoče nekateri od vas že poznajo, Jerca Legan, pozdravljena. Živo, Janin, hvala za povabilo. Z veseljem. Ja, super. Ti nisi samo vse tisto, kar ljudje mislijo, od novinarke do kaj svem, PR-ovke, ne vem kaj še vse, ampak tudi potuješ veliko. Ja, res, že od svojega 14-15 leta zares. Takrat je bila moja prva pot v Tunizijo, kjer so mi mogli starši podpisati, da lahko grem z odraslo osebo. No in takrat me je nekako zagrabilo, tudi sicer je ta moja antropološka duša v bistvu bila nekje zakopana in se je potem s tem odkrila. In sem začela spoznavati kulture in to me je vedno fasciniralo. Drugačnost, načini življenja, ki so bili precej stran od teh naših... Pa to nisi šla starši? Ne, takrat sem šla s svojim prvim fantom. Ja. Ki je pa že bil 18? Ja, tako je, spremstvo moglo biti ponovno. Ja. No in potem so se seveda nekako odvijala potovanja po zmožnostih, ker sem bila pač vedno na nek način sama za vse, ker sva z mamo bile skupaj, takrat, ko sem odraščala, so bili tudi težki časi, 80. leta, 90. leta. No in jaz sem nekako sebi zadala, da ko bom pa sposobna, ko bom imela zadost dinarčkov skupaj, ko sem začela tudi relativno zgodaj delati, inštruirati najprej v šoli, osnovni pa srednji, potem sem se začela ukvarjati z modelingom, relativno kmalu, sem bila stara 17-18 let. Tudi za kakšne revije ali za kakšne modne revije? Ja, sem šla celo v Milano, da bi me tam za model vzeli, spet v spremstvu. Mislim, kot fotomodel ali prav kot model na pisti? Kot fotomodel. Za pisto sem kar nekaj revij tudi naredila, ampak sem imela nekaj centimetrov premalo, da bi ostala v tem visokem, lahko rečem, fashionu. Koliko pa je minimum? 175, jaz sem pa 171. Sem pa bila za model primerna, tako da so me zelo veliko uporabljali za neke reklame in tako, tudi pol kasneje, tudi zdaj spet, se vračam v te vode, igralske in lahko rečem manekenske, kakorkoli. No in potem sem nekako rekla, ok, ko bom pa zmogla in sem vse svoje prihranke, takrat, ko sem delala pol tudi že zelo zgodaj kot kelnarica v kafiču, eni mojih prvih služb. Potem takoj, ko sem začela novinarstvo študirati, sem dobila priložnost kot novinarka pisati članke novinarske in tako in kamen na kamen sem rekla, zdaj pa potujemo. Kaj od tega je bilo pa najbolj plačan takrat? To, da si model, to, da si, kaj vem? Ja, to so bili dobri honorari, moram reči. Ja, ker res sem si lahko kar relativno hitro privoščila ta prva potovanja, dolga, vedno sem šla backpack, no in takrat sem si zadala eno dolgo in eno kratko na leto. In moram reči, zdaj upam si trditi, da ni bilo nobeno leto od 15. leta naprej, da nisem šla na eno potovanje vsaj. Dolgo in nekaj kratkih. A slučajno poznaš mojo teto, Daša Pelhan? Ona je bila urednica revije Maneken. In je pa mene naštimala, da sem pozirala, imam tam spravljene stare revije. Stane Jarko je fotografiral. Ja, no, legenda, tudi mene je on fotografiral. No in vem, da sem enkrat, pač moja sestrična me je držala v karioli, jaz sem stal tam in bi moral delati, kot da bom bili kar padel, pa me niso mogli pripraviti na eno pozo, ki bi bila čemu podobna. Sej dobro, to je tudi težko ujeti, kaj je trenutek, da je v bistvu ta pravi trenutek ujeti. Ja, Stane je legenda, da je to dejstvo, on je bil tudi moj fotograf. Eden izmed prvih, takrat, ko sem začela potem v Ljubljani, ker prihajam iz Novega mesta in potem sem pač šla na ta modeling v agencijo v Ljubljano. No, ampak to je bil relativno kratek čas, zato ker me je Bojan Krajnc takrat kot raziskovalno novinarko resno na terenu okrcal, češ, zdaj se boš mogla pa odločiti, ali boš resna reporterka televizijska, ali boš pa lepa punca, Pa sem rekla, no prav, če to dvoje ne gre skupaj, pa se podločim za to, da bom resna novinarka. In potem je ta karijera kar spremljala, do uredniške. Kakšne prispevke si pa snemala? Predvsem tako imenovano družbeno aktualno novinarstvo, vedno angažirano, teme, kot so izbrisani, to sem jaz recimo v medije takrat sploh prvič lansirala. Bila sem redna obiskovalka Doba, vsi zaporniki so se name obračali z raznimi štorijami. Skratka, razveze zakonskih zvez, družinsko nasilje, vse živo, skratka sem na zelo. Tudi pol sem magisterij končala iz social reportinga na Švedskem, ker me je ves čas na nek način ta družbeno aktualno, angažirano novinarstvo zanimalo. Kako pa da na Švedskem?
takrat so mi ponudili štipendijo, jaz sem imela ves čas, sem bila kot novinarka precej perspektivna, očitno, to mi je tudi Manca Košir rada povedala. Pri njej sem potem na koncu diplomirala in te priložnosti, ki so se pojavile, so me nekako pograbile in sem šla. Bila sem tudi nekaj časa, sem sanjala o vojnem novinarstvu, sem šla v Izrael, kjer sem v bistvu se na lastne oči. Takrat je bil Ervin Milharčič je bil za Delo, se pravi novinar, ja. Korespondent. Včasih med angleške besede čisto na nek način mi kar odpeljejo ta pravo slovensko. Ja, se lahko reče, korespondent. Ja, ampak je ena slovenska beseda za to. Dopisnik. Ja. No in Ervin je takrat mene povabil, da sem dobila štipendijo in sem šla k njemu in sva hodila v Palestino, prav na vojno območje. Tako da se mi zdaj ti filmi zelo vrtijo nazaj. Je res težko je gledati to v živo in takrat sem se odločila, da ne bom vojna novinarka, ker sem preveč čustveno se vpletala za temi zgodbami in je res bilo naporno. Hkrati pa zelo poučno, ker sem s temi izkušnjami vedela, kaj hočem, pa kaj ne skozi življenje. Sem skozi malo rasla v svojem poklicu. Pa sem šla v uredniške vode in profesorske, skratka, spremljala me akademija, nikoli nisem zares ostala na akademiji, zato ker sem preveč praktičen človek in me samo papirologija ni zanimala. Tudi sem poskušala svoj magisterij in doktorat narediti zelo družbeno aktualno. Jaz sem recimo z doktoratom že napovedala 2009 fenomen Trump, ne? In vse te voditelje, ki so prišli potem. Ja, fenomen medijske elite. Kaj si pa mislila, da bo iz Trumpa takrat? Popularna elita, on je v bistvu zrastel skozi medijsko podobo, si je naredil to prezenco in na nek način prepričal svoje volivce, da je vreden. Ne, to je ta... Ja, on ima nekakšno oddajo takrat, ne? Apprentice, takrat je bil pač nek reality show, ampak on je zares skozi te družabna omrežja in skozi svojo prezenco, klonsko, kakorkoli, ne? Kar so zdaj vsi voditelji na nek način showmakeri, showmeni vsi. In to sem jaz napovedala leta 2009, da bo ta popularna elita tako močna, da bo prevzela celo oblast in to se je zgodilo. Takrat Melania še ni hotela biti Slovenka, ne? Ja, ne, se še danes je rekla, da je Avstrijka, pa da je knal vse se, ne? Ja, se je glede Melanije, so me celo klicali, je ena ruska novinarka delala z nami intervju, ker sem takrat bila predsednica fundacije Žensk brez meja in je prišla v Slovenijo, prav je zanimalo, kakšno imamo slovenske mnenjske voditeljice mnenje o Melaniji, kakšna je njena vloga kot prve dame. Pa moram reči, da smo bile kar kritične in je tudi odmevalo vse do Bele hiše. Še dolgo preden zaključimo za danes, praviš, da si profesor tudi med drugim. Kakšne stvari predavaš? Se pravi antropologija predvsem? Odnose z javnostmi v neprofitnih organizacijah in antropološke teme, predvsem antropologija vsakdanjega življenja, kako vpliva v bistvu razvoj človeštva na človeka, kot ga poznamo danes. Vse tehnologije, kako so bile vpete v njegovo življenje, kako se je razvijal od pračloveka do danes, običaje, navade, kaj vse počnemo v naši rituali, skratka, zakaj je človek danes takšen kot je. In to še vedno rada raziskujem. Vsaka tema, ko mi jo dajo, kdaj me na televizijo povabijo, mi je izziv, pa se pa zakopljem v knjige, pa v raziskave, pa vse pa poskušam ven izvleči zanimivosti, ker potem ljudje to poslušajo in rečejo, joj, super, kako smo novega slišali, pa smo se naučili nekaj o samem sebi. Skratka, tem imamo toliko, da jih ne bo konca. Za danes se ti zahvaljujem. Hvala za obisk. In hvala tudi vsem, ki ste nas gledali celih 5 minut. Lepo se imejte do prihodnjič in ne pozabite gledati naslednje oddaje. Adijo.